Spoštovani, danes je 12. marec, občinski praznik občine Slovenska Bistrica. Občinski praznik občine Slovenska Bistrica je vezan na 12. marec 1311, ko je mesto Slovenska Bistrica dobilo naziv Universitas Civium, skupnost meščanov, kar je pomenilo pridobitev temeljnih meščanskih pravic. K besedi vabim osrednjega govornika današnje slovesnosti, župana občine Slovenska Bistrica, gospoda doktorja Ivana Žagarja. Spoštovani zbrani, letos 20. obeležujemo praznik občine Slovenska Bistrica, ki svojim datumom sega globoko v zgodovinsko leto 1311, ko je Slovenska Bistrica z dokazljivim dokumentom, listino, v tistem času imela mestne pravice in vse možnosti, ki so iz tega izhajale. S praznikom tako opozarjamo na zgodovinsko vrednost našega prostora, na dolgo tradicijo bivanja tu, na mnogovrstnost večstoletne, ponekod celo tisočletne dediščine, kar ni kar tako dano ravno vsem sredinam in na kar moramo biti še posebej ponosni in znati tudi ceniti. Z občinskim praznikom se na nek način zaključuje preplet spominjanj in obeleževanj v bistriškem okolju, začenši spominskim dnevom občine Slovenska Bistrica 8. januarjem, ki je posvečen tragičnemu padcu pohorskega bataljona s poročilno vrednostjo prizadevanj in skrbi za lastno državo in ohranitvijo naroda. Preko 8. februarja, Prešernovega dne, slovenskega kulturnega praznika, ki posebej opozarja na slovenske korenine, jezik, kulturo, pa do 12. marca, občinskega praznika, ki ima svojo zgodovinsko tradicijo tudi svojevrstno kulturno noto. Pri soočanju z normami družbe časa, v katerem živimo in ki ga vse bolj narekuje globalna histerija potrošništva, pa lahko ugotavljamo, da je kultura ves čas na preizkušnji in da nismo prav uspešni pri uveljavljanju družbenih, medčloveških ter osebnih norm. In ni prav, da dopuščamo, da nam jih moderni svet spreminja, celo vsiljuje. Histerija globalnosti, ki narekuje potrebo po modernosti, pa velikokrat pod pretrezu multikulturnosti vse bolj prodira tudi v ožji evropski in vse bolj tudi slovenski kulturni prostor. Menim, da smo postavljeni pred velike dileme in morali bomo najti način, da jih bomo znali in zmogli uravnotežiti. Saj, če nas kaj dela prepoznavne, so to naša kultura, naš jezik, naša dediščina. In prav zato ne bi smela multikulturnost, pod udarom katere smo, postati uniformiranost širšega prostora, v katerem se posamezne jezikovne in kulturne posebnosti topijo, temveč bi se morala ohraniti kot bogat, nedotakljiv mozaik kulturnih odličnosti, ki ga lahko prihajajoči časi kvečjemu le dopolnijo in obogatijo. Na trende, ki nas prihodnje tudi kot narod lahko celo izbrišejo, bi se morali odzvati aktivneje, kot se tudi z ustreznimi vzgojno-izobraževalnimi pristopi od najmlajših naprej. Praznovanje občinskega praznika pa je tudi priložnost, da opravimo pregled opravljenega dela v preteklem obdobju, začrtamo smeri razvoja v prihodnje, je pa boje smiselno postoriti za nekoliko daljše obdobje od enega leta. Verjetno pa je zanimiv tudi nekoliko širši pogled na aktualno dogajanje, saj premiki, tako pozitivni kot tudi nekoliko manj pozitivni, tudi pri nas pomembno okvirja dejavniki tako slovenskega kot tudi širšega evropskega prostora. Prav v Evropi se zdaj zaključuje intenzivna razprava, kako bo z Evropo v prihodnje, kakšna bo prihodnja kohezijska politika in s tem posledično regionalni razvoj tudi v Sloveniji, od česar bo še kako odvisen dostop do investicijskih, razvojnih, socialnih projektov in vsebin. Ko se ozremo v preteklo leto, kot že nekaj let do zdaj, žal lahko ugotovimo, da so odgovorni na državni ravni še naprej ostali nenaklonjeni lokalnemu nivoju, saj ponovno beležimo realen padec financiranja na področju tekoče porabe občin, navzlic višji gospodarski rasti, bistveno večjem obsegu pobranih dajatev in še česa. Tako se tekoča poraba občine, na katero pa praktično nimamo vpliva, zažira na investicijsko področje, manj sredstev pa je posledično tudi za široko družbeno dejavnost, aktivnosti na področju gospodarstva, turizma, kmetijstva in še kje.
In verjetno bi bilo prav, da bi gospodarske rasti bili deležni tudi tisti, ki jo dejansko ustvarjajo, torej državljani iz okolja širom po Sloveniji, kot je našo Bistričko. Ob vseh odklonih, s katerimi se srečujemo v teh časih, pa lahko v bistriškem prostoru zaznamo razvojni napredek, praviloma v vseh sferah življenja. Beležimo razvoj gospodarstva skozi številne večje, pa tudi manjše naložbe. Investicijsko polnjene obrtno-industrijske cone v avtocesti in še nekaterih drugih lokacijah, konstantno upadanje brezposelnih, težave pa ostajajo v strukturni brezposelnosti. Gospodarskemu razmahu skušamo slediti v javnem delu, z vlaganjem v komunalno, cestno in tudi družbeno-socialno infrastrukturo, kar je osnovna naloga lokalnih skupnosti. Ni namreč zanemarljivo, kako občani preživljajo čas izven delovnih obveznosti in kako je poskrbljeno za mlajše in starejše generacije. Manko sredstev iz naslova sistemskega financiranja smo nadomestili s skrajno racionalno rabo, predvsem pa smo uspeli pridobiti kar nekaj drugih virov, predvsem evropskih. Ti so osnova za izvedbo tekočih projektov, kar nekaj pa se jih načrtuje in nadaljuje tudi v prihodnje. Če samo omenim nekatere. Končana je prva etapa zahodne obvoznice, financirana iz evropskih virov in tako omogočena širitev industrijske cone Impol. Drugo etapo pelje Direkcija za ceste Republike Slovenije skupaj z Impolom, pri kateri pa sodeluje tudi občina. Na območju Krozeja nastaja stičišče podjetniških inovativnih pobud, obogatenih s socialnim podjetništvom in prepletenih s kulturno-družbenimi vsebinami civilne družbe. Komunalno-cestna infrastruktura se zaokrožuje s projekti, ki so v teku ali pa se letos pričenjajo tako v mesto, pa tudi praktično po vseh krajevnih skupnostih. Na osnovi izdelane celostne prometne strategije prehajamo v način trajnostne mobilnosti s poudarkom na kolesarjenju od kolesarskih stez do inovativne izposoje električnih koles. V realizacijo stopa projekt celotne energetske sanacije objektov, s kateri bomo obnovili in bistveno zmanjšali porabo energije na 16 javnih stavbah. Tudi ti projekti so podprti z evropskimi sredstvi. Z odprtjem vrtca na Črešncu ter izgradnjo v Slovenski Bistrici, Laporju ter kasneje še na Keblu se zaokrožuje investicijski cikl na področju predšolske vzgoje. Projekti pa se pripravljajo ali pa se že realizirajo še na številnih drugih področjih. Obnova kopališča, priprave na obnovo športne dvorane, izgradnja čebelarskega centra, obnova grajskega kompleksa Zgornja Poskava, projekte na področju turizma in še bi lahko naštevali. Stalnica so tudi manjši projekti, prav tako pomembni, ki potekajo v sodelovanju s krajevnimi skupnosti, javnimi zavodi in tudi društvi. In ne nazadnje je tu še sodelovanje pri velikih državnih investicijah, kot je na primer rekonstrukcija železniške infrastrukture na potezi Pragersko-Slovenska Bistrica. Spoštovani, pogled v iztekajoče občinsko leto govori o napredku, od zaznave gospodarske rasti in investicij do uspehov naših predstavnikov na številnih področjih. Športnem, kulturnem, gasilskem in še kakšnem, kar se odraža tudi v kvaliteti življenja v našem okolju. In to nam priznavajo tudi drugi. Govori o tem, da ob vseh turbulencah časa, v katerem živimo, dokazujemo, da znamo, da zmoremo in tudi nalaga odgovornost, da moramo. Ob tem pa ne smemo pozabiti na kulturo bivanja v najširšem pomenu, saj je le-ta zaslužna, da smo in bomo obstali. To želim poudariti zlasti zaradi velike hvaležnosti, ki jo gotovo vsi čutimo do ljudi, ki so se ob vseh svojih vsakodnevnih življenjskih izzivih in obveznostih pripravljeni tako živo in intenzivno zavzemati tudi za druge, torej za skupnost, za skupno dobro in za skupen razvoj. Vam, spoštovani nagrajenci občine Slovenska Bistrica, res iskreno čestitam. Vsem občankam in občanom občine Slovenska Bistrica pa voščim občinskem prazniku. Hvala. Občinski svet občine Slovenska Bistrica je na svoji 5. izredni seji 26. februarja 2018 sprejel naslednji sklep. Naziv častni občan občine Slovenska Bistrica se ne podeli. Listino občine Slovenska Bistrica prejme kulturno-umetniško društvo Vivere. Priznanje občine Slovenska Bistrica prejmejo Andrej Erlač, Jože Slaček in Klemen Prepelič.
Prosim župana, da pristopi in vroči listino in priznanja. Prosim. Priznanje občine Slovenska Bistrica za izjemen prispevek na področju razvoja zdravstvenega varstva v občini Slovenska Bistrica prejme Jože Slaček, doktor medicine. Gospoda Jožeta Slačka Bistričani poznajo kot dobrega zdravnika in posameznika, ki je bil dejaven na mnogih področjih. Jože Slaček se je rodil v Mariboru v družini kmečkih staršev s 7 otroki. Po končani veliki maturi leta 1953 se je vpisal na študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Po končanem študiju in odsluženi vojaščini se je leta 1962 z družino preselil iz Ljubljane v Slovensko Bistrico. Prva 3 leta je bil zaposlen v zdravstvenem domu v Slovenski Bistrici. Sočasno pa je še kot štipendist tovarne Impol začel urejati tudi obratno ambulanto v tovarni Impol, v kateri je začel ordinirati leta 1965. V letih 1963 in 1964 je ob delu opravil podiplomski študij iz medicine dela, prometa in športa na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Leta 1985 je dosegel, da se je obratna ambulanta v Impolu preimenovala v dispanzer medicine dela, prometa in športa in s tem bistveno pripomogel k razvoju zdravstvenega varstva v občini Slovenska Bistrica. Gospod Jože Slaček je ob osamosvojitvi Slovenije bil med ustanovitelji Krščansko-demokratske stranke. 2 mandata je bil tudi občinski svetnik občine Slovenska Bistrica, ker je bil tudi predsednik komisije za postavitev spominskega obeležja pri bunkerju v Zgornji Bistrici. Priznanje občine Slovenska Bistrica za vrhunske dosežke na področju športa prejme Klemen Prepelič. No, Klemen je zaradi svojih obveznosti v svojem matičnem klubu sicer zadržan, zato bo priznanje prejel njegov brat, sicer ravno tako odličen košarkar. Klemen je svoje košarkarsko znanje pridobil v matičnem košarkarskem klubu v Slovenski Bistrici. Svojo nadarjenost je pokazal že zelo zgodaj, saj je že pri 5 letih ves prosti čas uporabil za mete na koš. Zaradi izredne nadarjenosti so ga zelo zgodaj opazili ekipe izven naše občine. Tako je kmalu svojo športno pot nadaljeval pri mlajših sekcijah košarkarskega kluba Laško in košarkarskega kluba Maribor. Istočasno pa je igral za člansko ekipo v matičnem košarkarskem klubu v Slovenski Bistrici. Še posebej je nase opozoril na tekmovanjih, ki jih je organizirala Košarkarska zveza Slovenije. Tako je v sezoni 2011-2012 prestopil v košarkarski klub Helios iz Domžal, v katerem je zaradi odličnih iger postal eden najboljših igralcev v takratni jadranski košarkarski ligi. Nato je sledil odhod v košarkarski klub Olimpija in kasneje v tujino. Igral je v različnih klubih v Turčiji, Nemčiji in Franciji
kjer zdaj igra v moštvu Le Valois Metropolitan v Parizu. Je drugi strelec prvenstva, povsod ga poznajo kot pravega ostrostrelca. Postal je tudi nepogrešljiv član državne reprezentance, s katero je v lanskem letu dosegel enega največjih uspehov slovenske košarke, naslov evropskih prvakov. Na prvenstvu je postal tretji strelec ekipe in eden najzaslužnejših igralcev v finalni tekmi evropskega prvenstva v košarki. Priznanje občine Slovenska Bistrica za dolgoletno ustvarjanje na področju ljubiteljske kulture in družbenega življenja v občini Slovenska Bistrica prejme Andrej Erlač. Gospod Andrej Erlač je svojim dolgoletnim, več kot 50-letnim ustvarjalnim delom, predvsem na področju kulture in družbenega življenja, pomembno prispeval k razvoju in ugledu kraja Leskovec in občine Slovenska Bistrica. V času svojega delovanja je opravljal različne funkcije, od predsednika kulturnega društva Sloga Leskovec Stari Log do predsednika krajevne skupnosti Leskovec Stari Log. Današnji dom kulture na Leskovcu, zraven katerega je tudi vrtec, je zgrajen na zemljišču, ki ga je darovala njegova družina, ki je prav tako podarila prostor, kjer je danes igrišče. Zaradi velikega veselja do gledaliških iger je leta 1956 opravil tečaj za režiserja ljudskih odrov in tečaj za režiserja amaterskih gledališč pri Okrajnem svetu svobod in prosvetnih društev v Mariboru. S pridobljenim znanjem se je zavzeto in požrtvovalno lotil organiziranja kulturnega življenja na vasi. Organiziral, igral in režiral je veliko amaterskih gledaliških iger, poskrbel za postavitev odra in kostumografijo. Prav tako je bil prvi organizator Borštnikovega srečanja na podeželju v sodelovanju z gledališčniki iz Maribora, ki se je odvijal v kraju Leskovec. Leta 1951 je ustanovil mladinski aktiv, ki je organiziral mladinske plese, tako imenovane čajanke, in s tem poskrbel za druženje in aktivnosti podeželske mladine. Leta 1956 je opravil tečaj za ljudske knjižničarje in za kratek čas ustanovil knjižnico v Leskovcu. Leta 1986 je za zasluge in uspehe pri delu, pomembne za napredek nedavne države Jugoslavije, bil odlikovan z redom dela s srebrnim vencem. Gospod Andrej Erlač še vedno zelo rad priskoči na pomoč pri organizaciji raznih kulturnih, družabnih dogodkov. Listino občine Slovenska Bistrica za posebne uspehe in dosežke na kulturnem področju, ki imajo poseben pomen za promocijo, razvoj in napredek občine Slovenska Bistrica, prejme kulturno-umetniško društvo Vivere. Prosim predstavnico društva, da se nam pridruži.
Vokalna skupina Vivere je nastala nekega prijetnega novembrskega večera 1994. leta. Skupina je menjala že več kot 30 pevk, od katerih je prav vsaka dala pomemben prispevek in pečat skupini. Vivere je doslej vodilo 7 pevskih vodij, nastopile pa so na številnih odrih. Vsak nastop šteje kot potrditev dela, ki ga vložijo v skupino in ponovno oživitev skladbe, v katero je nekdo vnesel svoje znanje in dušo. V posebno veselje pa so pevkam srečanja in sodelovanja z drugimi vokalnimi in instrumentalnimi skupinami ter posamezniki, med katerimi bomo našteli slednje. Vokalna skupina Freja iz Šmarij pri Jelšah, Dravograjski oktet, Ptujski nonet, zbor Kulturno društvo Mozirje, oktet Tinje, oktet Planika, Forefathers iz Budimpešte, Il Divji iz Maribora, Jebela cesta, Gemaj, Langa, Big Band Stela Rogaška Slatina, Mladi veseljaki, Stick Control, Tamboravši Kaukler, Vlado Kreslin, Sašo Hribar ter še vrsta drugih nadarjenih posameznikov in skupin. Vivere so prepevale tudi v tujini. Tako so pred skoraj 20 leti na srečanju 3 dežel, Italije, Avstrije in Slovenije, v italijanskem Belluno, kjer so kot edina mala ženska pevska skupina med stotinami moških glasov požele gromek aplavz. Leta 2005 so s ptujskim nonetom izvedle božični koncert v italijanskem Štandrežu blizu Gorice. Leta 2008 so Vivere posnele svojo prvo zgoščenko z naslovom Vivere, živeti in uživati življenje. Promocija skupine je postala lažja in s tem tudi dostop do različnih tekmovanj in festivalov. Leta 2010 se je skupina prijavila na mednarodno tekmovanje Slovakia Cantat v Bratislavi, kjer so v skupini komornih zasedb iz Srbije, Češke, Cipra, Švedske in Slovenije dosegle največje število točk ter prejele zlato priznanje in pokal. Leta 2011 so ob dnevu državnosti na povabilo tedanjega konzula Stanislava Vidoviča nastopile na veleposlaništvu Republike Slovenije v Bratislavi. Leta 2012 so v Firencah na mednarodnem tekmovanju International Choral Festival prejele 2 srebrni priznanje v skupini malih zasedb. Vivere nastopajo na različnih prireditvah in dobrodelnih koncertih, redno pa se udeležujejo tudi območnih revij komornih skupin. Praviloma so predlagane na regijske revije, kar jim odpira pot na regijska ali državna tekmovanja. Tako so leta 2014 nastopile na regijski tekmovalni reviji Sozvočenja s tematiko Otožnost v ljudski in ponarodeli pesmi. Povezale so se znano bistriško glasbenico, nekoč že članico Viver, profesorico Nadjo Stegne. Ob njeni neprecenljivi pomoči in nekajmesečnem trdnem delu so na regijski reviji malih pevskih skupin novembra 2015 prejele 4 zlata priznanja. Zlato priznanje za nastop, zlato priznanje za najboljšo malo skupino večera, posebno priznanje za najboljšo izvedeno priredbo ljudske pesmi, ki jo je napisal nekdanji umetniški vodja Tadej Kušar, Nadja Stegne pa je prejela zlato priznanje za najbolj obetavno zborovodkinjo večera. Na sozvočenjih leta 2016 v Ljutomeru so Vivere predstavile Španski vetrc, sklop španske glasbe iz špansko govorečih koncev sveta. Prejele so nagrado za strokovno zborovsko gradivo. V tem letu so se Vivere povezale s skupino plesalk flamenka Los Tacones iz Maribora ter z igralcema bistriškega teatra Kristino in Primožem. Rezultat sodelovanja je bil koncert Viva la Fiesta. Ljubezen do španske pesmi se je še poglobila s predstavo Don Quixote, ki združuje igro, ples in petje,
ki so jo ustvarile s pomočjo dolgoletnega prijatelja in pisca scenarijev dr. Aleša Maverja ter režiserja Janija Šumaka. V predstavi poleg Viver nastopajo še Los Tacones, igralci Bistriškega teatra, za glasbeno pomoč pa sta poskrbela Dušan in Stane. Ob španski glasbi in dobri pevski kondiciji se je porodila zamisel o tekmovanju v Španiji. Vivere so se prijavile na tekmovalni festival Canta al Mar, ki se je odvijal v Calleji in Barceloni. Konec oktobra 2017 so ob izdatni in neprecenljivi finančni pomoči občine Slovenska Bistrica ter vrste drugih donatorjev odpotovale v Španijo, ker so v družbi 33 zborov z vsega sveta tekmovale v 2 kategorijah. V kategoriji ljudska pesem so dosegle zlato priznanje, v kategoriji male vokalne skupine pa zlato priznanje in zmago. Vivere so v mesecu novembru 2017 sodelovali tudi na regijskem tekmovanju v Šentjerneju, kjer so prijeli zlato priznanje za nastop. Nadja Stegne pa je bila nagrajena s posebnim priznanjem zborovodi za najboljšo izbiro sporeda. Vokalna skupina Vivere je leta 2016 prijela tudi Romihovo plaketo za življenjsko delo, ki jo podeljuje Zveza kulturnih društev občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane za dosežke na področju ljubiteljske kulture. Pevke in umetniška vodja vokalne skupine Vivere se pripravljajo na novo tekmovanje. V mesecu maju 2018 se bodo udeležili tekmovanja v Bosanski Bijeljini z imenom Majske muzičke svečanosti. Sicer pa ostajajo tudi po polnih 23 letih Vivere dobre prijateljice, ki se tako na vajah kot nastopih bolj ali manj adrenalinsko zabavajo in pri kateri še poglobljeno velja pomen njihovega imena Vivere, živeti in uživati življenje. Še enkrat iskrene čestitke dobitnicam listine občine Slovenska Bistrica in dobitnikom priznanj občine Slovenska Bistrica. Hvala lepa tudi županu. V kulturnem programu nocojšnje prireditve nastopa Big Band Slovenska Bistrica. Big Band Slovenska Bistrica je bil ustanovljen na pobudo mnogih dobrih, že uveljavljenih bistriških glasbenikov pred dobrim letom. Člani orkestra so nekdanji učenci glasbene šole Slovenska Bistrica, učitelji te šole in njihovi glasbeni prijatelji. Dirigent Big Banda Slovenska Bistrica je Jernej Senegačnik mlajši. Za sabo imajo že kar nekaj odmevnih koncertov, no za danes pa so pripravili program s slovenskimi in tujimi zimzelenimi melodijami v priredbah mojstra Jožeta Privška.
Spoštovani, osrednja občinska slovesnost o prazniku občine Slovenska Bistrica v letošnjem letu je tako končana. Zahvaljujemo se vsem sodelujočim, čestitamo dobitnikom listine in priznanju občine Slovenska Bistrica. Vsem občankam in občanom občine Slovenska Bistrica pa iskrene čestitke ob današnjem prazniku. Vse skupaj vas sedaj vabimo še v sosednje grajske salone na druženje ob prazniku. Sicer pa lep in prijeten večer tudi v nadaljevanju.